Na Loki v Novem mestu so ljubitelji piva lahko izbirali med več kot 100 različnimi pivi, predstavili pa so se tudi številni slovenski mikropivovarji, uvozniki in trgovine s pivom, ki soustvarjajo novo slovensko pivsko zgodbo. Vsi se trudimo in mislim, da v zadnjem času se pa konkretno zelo izboljšujejo vsi slovenski kraft pivovarji in skozi večja in skozi boljša ponudba je. Iz knjig, ki smo se učili iz njih, so zmeraj zagovarjali to kompanjonskost in pač sodelovati med sabo, ker smo itak majhni in moramo skupaj držati. Slovenci smo dolgo časa mislili, da je zeleno, rdeče pivo, ki smo ga videli na policah po lokalih, da je pač to edino možno. Dejansko se pa da z hmeljem, sladom, kvasovkami in vodami narediti ene take čudovite okuse. Glede na odličen odziv ljudi, ki so uživali v okolju ob Krki, glasbi, hrani in predvsem pivu, je bila ideja za dogodek zadetek v polno. Mi smo ena ekipa, ki stoji za portalom pivopis.si in se nekako vsakodnevno trudimo skrbeti za dvigovanje kulture pitja piva. In en tak festivalček je bil tako, ena taka zelo logična izbira ali odločitev, da to dejansko izvedemo in zberemo ljudi, ki imajo pač radi pivo. Čas je, da ljudje pozabijo na nepreverjene govorice, ker naj bi bilo zaužitje enega piva enaka temu, da pojejo 7 žemljic. To so take zmote. Jaz bi vsem dekletom svetoval, da pijejo pivo, ker je zdravo, ima ogromno pozitivnih učinkov. Seveda pretiravanje s čimerkoli ni dobro, ampak v zmernih količinah nobeno pivo ne bo nikomur škodilo. Na prvem festivalu piva v Novem mestu so med drugim zvarili tudi pivo iz pristnih dolenjskih sestavin. Hkrati pa sta bili naprodaj tudi 2 steklenici najboljšega in najdražjega piva na svetu, ki prihaja iz Belgije. Mala steklenica tega piva namreč stane 20 €.